Kristus je. Zaupanje gre njemu le, trdno verujem Jezusu. Bog zatočišče je in moč, mi v stiskah vedno je v pomoč. Čeprav se tresejo gore, Gospod trdnjava je za me. Kristus le temelj je, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Če v srcu ni vihar besni, stojim na skali milosti. Naj se valovi dvigajo, te skale nikdar ne podro. Te skale nikdar ne podro. Kristus le temelj je, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Bog vsega. Bog vsega. Kristus le temelj je, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Ko spet prišel v slavi bo, ovenčan bom s pravičnostjo. Pravičnost, ki je iz Boga, poveril njega v Kristusa. Ljudje radi razmišljamo in se sprašujemo, kaj bomo zapustili naslednji generaciji. Vsak si želi za sabo pustiti dobro dediščino za naslednjo generacijo. In to v materialnem smislu in tudi v naših odnosih ter vrednotah, ki jih damo naprej našim potomcem. Toda koliko se sprašujemo, kakšno duhovno dediščino pustimo za sabo, ko se konča naš čas na tej zemlji. Veste, ta čas, ki nam ga Gospod daje na tem svetu, je zelo pomemben za našo večnost. Najbolj moder človek vseh časov, kralj Salomon, je v knjigi Pridigar zapisal razmišljanja o pomenu življenja in kako naj živimo. V Pridigarju 5:14 beremo: Kakor je prišel iz materinega telesa, tako bo nag spet odšel, kakor je prišel. Ničesar si ne bo vzel za svoj trud, ničesar ne bo v njegovi roki, ko bo odhajal. Na prvi pogled
se nam ta vrsta zdi negativna ali celo malo pesimistična. Toda v njej se skrivajo globoke skrivnosti resnice Božje besede. Človek se nag narodi in tako bo nag tudi odšel z tega sveta. Salomon piše, da človek ne bo ničesar vzel s sabo za svoj trud, ničesar ne bo v njegovi roki, ko bo odhajal. To je mišljeno za fizične ali materialne stvari, ki jih pustimo tukaj. Ko pokopajo človeka, ne more nič vzeti s sabo. Ni krste, ki bi lahko sprejela vse naše imetje. Pa čeprav bi jo izdelali, nam nič ne bi koristila. Še vedno bi vse ostalo tukaj. Faraoni v Egiptu so si dali izkopati velike dvorane in sobe v piramidah, kamor so naložili bogastvo in stvari za posmrtno življenje. Ampak tudi oni niso ničesar vzeli s sabo. Vse te stvari so pustili tukaj in arheologi so vse to našli v stanju, kot je bilo zapuščeno. Nič, kaj imamo, nismo prinesli na ta svet in ničesar ne bomo vzeli od tukaj v večnost. Salomon v knjigi Pridigar govori tudi o tem, da je človekovo število dni Božji dar. Tudi vsebina življenja je dar Božje milosti. Vse, kar imamo in si ustvarimo na tem svetu, je v bistvu Božji dar. To ni le naš zaslužek, to je Božji dar človeku. Ste se že kdaj spraševali, kaj vse smo dobili od Gospoda? Dobili smo življenje, zdravje, pamet in sposobnost za učenje, sposobnost za služenje denarja ali delovno mesto, ženo ali moža, otroke, vnuke, hišo, penzijo. Sposobnost, da sploh občutimo čustva, kot so veselje, ljubezen, mir, sreča. Naši uspehi, naše napredovanje, naš zaslužek, naša družina, vse to je Božji dar za človeka. Največje Božje darilo pa je Božji sin, Jezus Kristus in večno življenje, ki ga je Jezus s svojo smrtjo podaril človeštvu. Veste, ob vsem tem pa je zelo pomembno, kaj naredimo s tem, kar imamo. Kaj storimo z darovi, ki nam jih daje Bog? Kaj počnemo s sposobnostmi ali talenti, ki smo jih prejeli od Gospoda? Jezus je v svoji priliki o talentih govoril o tem, da je Bogu zelo pomembno, kaj mi počnemo s tem, kar nam je zaupal ali podaril. Talent je bila denarna enota v Jezusovem času, ki je predstavljala večjo količino denarja. En talent je bil vreden okrog 6000 denarjev. Ta en talent je bil plačilo delavca za obdobje 20 let dela. Torej, že en talent je bilo celo premoženje, vsota denarja, ki jo človek zasluži v celem življenju. Služabnik, ki je od gospodarja dobil 5 talentov, je zraven pridobil še 5 drugih in gospodarju na koncu izročil 10 talentov. Tisti, ki je dobil 2 talenta, je zraven dobil še druga 2 in na koncu vrnil gospodarju 4 talente. Ta 2 služabnika je gospodar bogato nagradil, kajti bila sta dobra in zvesta služabnika. Z njegovim imetjem sta ravnala odgovorno in pametno. Tako sta še povečala imetje in vpliv svojega gospodarja. Toda tretji služabnik, ki ga omenja Jezus, je dobil en talent. On ni ubogal svojega služabnika. On je v tem času
lenaril, nič ni počel z imetjem, ki ga je prejel. Zakopal je ta denar in gospodarju potem razlagal, zakaj ni nič zraven pridobil. Veste, to, kar je ta služabnik govoril gospodarju, so bili le izgovori. Gospodar ni upošteval teh praznih izgovorov, ampak je služabnika označil za lenega in malopridnega. Podobno nam Bog daje različne sposobnosti, darove in talente, da bi z njimi nekaj naredili za nebeško kraljestvo. Te stvari nam naš nebeški gospodar zaupa za obdobje našega življenja. Po koncu življenja pa bomo prišli pred njega na obračun našega dela. Od nas bo Bog pričakoval, da smo s tem, kar nam je zaupal, nekaj naredili. Drugače bo tudi nam povedal, da smo bili leni in malopridni. Nikakor nočemo razočarati Boga z našo fizično lenobo in duhovno pasivnostjo. To, kar nam je Gospod zaupal, moramo negovati in vzgajati in s tem služiti Bogu na slavo. V tem moramo rasti in napredovati, ne smemo ostati na isti točki. Bog želi, da gremo v tem naprej, v tem, kar ima za nas pripravljeno. Njegov načrt za naše življenje je veliko, veliko večji, kot si lahko sploh predstavljamo. Kaj pa mi počnemo s talenti in sposobnostmi, ki nam jih je dal Gospod? Kam vlagamo te talente in stvari? Kako jih uporabljamo? Le za naše interese, za naše ugodje, ali pa jih uporabljamo tudi za Boga? Jezus nam pravi, naj vlagamo v stvari, ki so neminljive, v nebeško kraljestvo, ki je večno. V Mateju 6, 19-21 beremo: Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta molj in rja, in kjer vlamljajo tatovi in kradejo. Ne nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj, ne rja, in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. Jezus nam zapoveduje, naj si ne nabiramo zakladov na tej zemlji, kjer bodo te materialne stvari prej ali slej uničene. Pravi nam, kako bo vse to minilo in ne bomo nič od tu nesli s sabo naprej v večnost. Tukaj uničujejo molji, rja pokvari stvari, lahko pa celo izgubimo stvari, če nas ukradejo tatovi. Na tem svetu ni nobene gotovosti. Danes imaš lahko ogromno, že jutri pa lahko vse izgubiš. Zato nam Jezus daje dosti boljšo alternativo. Nabirajmo si zaklade v nebesih, kjer bodo ti zakladi ostali za vso večnost. To je najboljša banka, ki ne izgubi vrednosti. Neopisljive dragocenosti nebes bodo ostale za celo večnost. Nikoli ne bodo propadle, ne bo jim konca. Jezus je tudi dejal, kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. Kjer je naš zaklad ali kjer je tisto, kar res cenimo, tja bomo tudi obračali naše srce. Zato si bomo prizadevali in se trudili. Če so naš zaklad te zemeljske ali materialne stvari, potem si bomo na prvem mestu prizadevali za to. O tem bomo nenehno razmišljali in zato bomo večino časa delali. Če pa je naš zaklad Jezus Kristus in nebeško kraljestvo, potem bomo vlagali svoj čas, svoje napore in tudi svoj denar za Gospoda in nebeško kraljestvo. V Mateju
13. poglavju v 44 do 46 vrsti beremo: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Jezus je tukaj povedal dve zanimivi priliki, ki jasno prikazujeta, koliko bi naj nebeško kraljestvo pomenilo kristjanu. Kot zaklad, ki je skrit na njivi, za katerega prodamo vse, da bi kupili to njivo in prejeli ta zaklad, ali kot biser, za katerega prodamo vse, da bi ga lahko prejeli, odkupili. Jezus govori o vrednosti nebeškega kraljestva za kristjana. Nebeško kraljestvo je za kristjana vredno največ na svetu. Tisti, ki si resnično želijo živeti v nebeškem kraljestvu, so pripravljeni prodati vse drugo, da bi lahko prejeli to nebeško kraljestvo. Pripravljeni so izgubiti vse drugo na tem svetu, da bi lahko dobili tisto, kar ima Bog za njih. Tistim je nebeško kraljestvo vredno več kot vse drugo. Zaradi tega vlagajo svoj čas, svoje napore in služenje, ter tudi svoja sredstva za namene nebeškega kraljestva. Postati želijo Božji sodelavci v tem čudovitem delu oznanjevanja evangelija. Tako postavijo Jezusa na prvo mesto v svojem življenju in vse drugo potem podrejajo Božji besedi. Včasih nas to lahko nekaj stane in se moramo nečemu zaradi Jezusa odreči. Ampak tudi, če bi zaradi svoje vere vse izgubili, pa ne rabimo biti žalostni, saj smo prejeli neprecenljiv zaklad nebeškega kraljestva z našim Gospodom Jezusom. Job je imel takšen pogled na življenje. Kot vemo iz Svetega pisma, je Job izgubil čisto vse. Vse imetje mu je bilo uničeno. Izgubil je vse otroke, ki so bili ubiti, in na koncu še svoje zdravje. Toda še vedno je lahko hvalil Gospoda, ker se je zavedal, od koga je vse to sploh dobil na prvem mestu. V Jobu 21 do 21 beremo: Tedaj je Job vstal in pretrgal svoja oblačila, si ostrigel glavo, padel na tla in molil. Govoril je: Nag sem prišel iz materinega telesa in nag se vrnem tja. Gospod je dal, Gospod je vzel, naj bo hvaljeno ime Gospodovo. Če razumemo to resnico Božje besede in skrivnosti tega pomena, smo lahko resnično hvaležni Gospodu za vse, kar imamo. Vse, kar imamo, je od Boga in dobili smo te stvari, da bi služili njemu. Zaradi take hvaležnosti pa bomo potem še bolj želeli slaviti Gospoda in mu služiti s tem, kar nam je dal. Tudi če vmes kaj izgubimo, tudi če pride trpljenje, bomo tako še vedno hvaležni Gospodu. In kot vemo, je na koncu Job vse dobil povrnjeno nazaj in še veliko, veliko več. Tako bo tudi z nami, če živimo za Jezusa. Že zdaj imamo ogromno blagoslovov v Jezusu. Že tukaj na tem svetu lahko doživljamo toliko čudovitih stvari z Bogom. V večnosti pa bomo dobili še veliko, veliko več zraven, če bomo resnično predani Gospodu. Kje pa je tvoj zaklad? Kaj so stvari, ki zate resnično štejejo v tem življenju? V kaj vlagaš svoj čas, trud in tudi svoj denar? Veš,
To je najboljši pokazatelj tega, kar ti je resnično pomembno. To se hitro opazi in vidi. Zato, kar ti je najbolj pomembno, boš tudi največ riskiral. Zato boš porabljal največ časa in pozornosti. Tja boš namenil največ svojih sredstev, ki so ti na razpolago. Res je, nag sem prišel in nag odidem od tukaj. Toda kaj bom storil v tem času, je izjemnega pomena za vso večnost. Kaj bom naredil s sporočilom evangelija? Kako se bom odzval na povabilo Jezusa, naj hodim za njim? Kaj bom naredil s talenti, ki mi jih je zaupal Gospod? Kaj bom vlagal v teh nekaj desetletjih na svetu? V stvari, ki propadajo, ali pa v večne stvari nebeškega kraljestva, katerim ne bo nikoli konca? Bom zaupal Gospodu tudi takrat, ko me bo to nekaj stalo in bom mogoče nekaj izgubil zaradi svoje vere in poslušnosti Božji besedi. Naj nam Bog pomaga razumeti resnico te besede, da bi mu lahko bili poslušni. Nag sem prišel na ta svet in nag tudi odidem. Toda duhovno bogastvo, ki ga bom s sabo odnesel v večnost, je izjemnega pomena. Zato se trudimo za neminljive stvari nebeškega kraljestva, ki nam bodo ostale za vso večnost. Teh 70, 80 ali morda 100 let bo hitro minilo na svetu, ampak ta leta imajo vpliv na našo celotno večnost. Gospod vsakega izmed nas želi v času, ki nam ga je podaril, uporabiti, da bi po Božjem načrtu naredili nekaj izjemnega v moči Svetega Duha za evangelij nebeškega kraljestva. Tako bomo na koncu svoje življenjske poti, svoje zemeljske poti prejeli neopisljivo, čudovito nagrado v večnosti. Zato se trudimo in bodimo Bogu zvesti, poslušni njegovi besedi in izpolnjujmo tisto, kar nam Gospod daje. Uporabimo tisto, kar nam je dal, talente in sposobnosti, kajti splača se živeti za Jezusa. Amen. Na koncu se združimo še v molitvi in prosimo Gospoda, da bi nam pomagal to besedo dati tudi v prakso, da bi lahko bili v tem njemu zvesti in da bi nas lahko bogato nagradil. Jezus, hvala ti za tvojo besedo, ki nas znova tako jasno spodbuja. Naj živimo zate, Gospod, ti si tisti, ki si nam podaril življenje. Brez tebe ne bi imeli nič. Bili bi izgubljeni, bili bi obsojeni na smrt. Ti si naš stvarnik, ti si nas ustvaril in nam dal vse sposobnosti, talente, ki jih imamo. In Gospod, kot nas tvoja beseda znova uči, nam ti želiš, da bi te stvari uporabljali za tvoje kraljestvo, da bi bili tebi zvesti, da bi tebi služili, da bi svoj čas, svoje napore, svoje služenje, svoje sredstva vlagali v neminljive stvari nebeškega kraljestva. Prosimo te, Gospod, pomagaj nam od zdaj naprej živeti zate bolj predano življenje, bolj vneto iskati tvojo voljo in delati stvari, ki so tebi všeč, ki bodo na blagoslov tebi in tudi drugim okrog nas. Gospod, pomagaj nam pustiti za sabo čudovito dediščino za naslednjo generacijo. To tako v fizičnem smislu, kot tudi v duhovnem smislu. Gospod, pomagaj nam pustiti za sabo generacijo, ki pride za nami. Blagoslove, Gospod, ki bojo oni deležni. Gospod, pomagaj nam, da bi služili za tvoj evangelij in resnično pustili čudoviti pečat v imenu Jezusa Kristusa. Amen.